nastopati danes, tako da moj prispevek ne bo povsem usklajen s konceptom današnjega dela našega posvetovanja. Bolj bi nekako ustrezal za na konec, neki dodatni izziv ali premislek, ampak pač zgodilo se tako, kot se je. Spoštovani, bil je že večer 15. januarja 1992 in iz celodnevnega pregledovanja historičnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici sem se po Vekovi ulici vračal na tukajšnji inštitut. In tedaj najprej zaslišim in potem vidim exemplarja, vijugajočega posredi ulice, ki je vzklikal: Slovenija, kako te imam rad, pol življenja bi dal za. Tudi jaz sem skoraj pomislil ali misel zadržal. Zgodovinarska disciplina ni dovolila predajanja oporju mednarodnega priznanja Slovenije, ki so ga tistega dne izrekle države Evropske skupnosti. Tega dogodka sem se kasneje večkrat spomnil in vrednotil za ustavljeno misel. Ker sem darovanje Zvegove doživel po duhovnem bivanju med Slovenci v prvi jugoslovanski državi, je razumljivo, da sem se ob nabiranju samostojnih slovenskih let, ki so nekaj časa zdržala pretvorbo v zgodbo v uspehu, srečal tudi z vprašanjem, kaj so v sebi razkrili Slovenci po odhodu iz večnacionalnih držav, v katerih so po svojem končnem spoznanju videli nacionalni demokratični potop. To vprašanje je v zgodovinskem položaju po letu 1991 čekoliko bolj pritegujoče, ker nad nami ni ne dunajskega, ne beograjskega pokrova in ne pokrova komunistične politične oblasti. Je pa odmereno bruselsko in euroatlantsko nahajališče. Po obratu iz avstrijskega juga na jugoslovanski sever so Slovenci pričakovali, da bodo prišli v zaželjeno deželo. O tem so sanjali in pisali še pred omenjeno državno spremembo. A ni bilo tako. Za avtonomijo ni bilo nič, narode so ustavno izbrisali in prelili v srpsko-hrvaško-slovensko narodnost, uradni jezik je nosil prav tako ime, tako imenovanih slovenskih polkov ni bilo več, so pa v države SHS novembra 18 oblikovali slovensko vojaško silo. Slovenski vojaki so bili raztreseni po vsej kraljevine SHS v Jugoslaviji, prepričanje, da so menili stropeni strankarski boj, ki ga je izrazil Albert Kramer v pozdravu Antonu Korošcu, ko je ta marca 1918 obiskal v Ljubljano, se ni uresničil. Slabih 20 let kasneje je mariborska neodvisnost zapisala, da se Slovenci ne čutimo skoraj več kot enota, ampak kot mešanica različnih plemen, med katerimi ni nobene skupnosti, ampak je samo neizprosen, brezobziren in brutalen boj do iztrebljanja. Ta plemena so klerikalci, liberalci, marksisti in drugi, kakor se že vsi imenujejo. Vlogo podpihovanja strasti in sovraštva pa vrši naš od teh stran podvisni tisk, danes bi morda lahko rekli mediji, ki dan za dnem zastruplja naše ozračje. Zato ni v njem in po njem tudi v naši javnosti nikjer nobenih vrhovnih in nespremenljivih narodnih načel, nikjer nobenih jasnih in trdnih ciljev. Še vedno so bili tudi Kranjci in Štajerci, čeprav je Ivan Hribar oktobra 1918 pričakoval, da bomo v Sloveniji vsi samo Slovenci. Prišlo pa je do kulturnih pridobitev in napredka na gospodarskem področju, a Sava je tekla doli, kar je bilo patriotično, kot se je leta 1927 zapisalo rosno mlademu Migi Ribičiču. Na razpolago pa je bila tolažba pridnosti, poštenosti, zanesljivosti, dobrosrčnosti in sploh neproblematičnosti Slovencev, odlik, ki naj bi pomenili resnico o njihovi civilizacijski podobi. Zgodovinopisje je gornjo vprašanje že precej razjasnilo, sodobniki v prvem jugoslovanskem času, to je v slabih 22 letih in pol, pa so zmogli pripraviti dve obsežni, v resnici celostni predstavitvi tedanjega slovenskega razvoja. Tako zelo jih je leta zanimalo. Zbornika Slovenci v desetletju 1918-1928 in spominski zbornik Slovenije ob 20-letnici kraljevine Jugoslavije sta še danes standardni deli strokovne literature. In na naših 25. Slovenci so dosegli nedržavno-pravni položaj Republiko Slovenijo, njihov jezik je iz druge Jugoslavije prenesel svoj uradni značaj, spet smo dobili svojo vojsko, kultura je požela več izjemnih uspehov doma in v tujini, mediji so se še bolj razvili, o gospodarstvu kasneje, tok Save po zapustitvi
slovenske države ne vzbuja več prejšnjih občutkov. Slovenci so se poslavljali kot prehlajeni predmet zgodovine. Avtor omenjene oznake Tomaž Šalamun je to izrekel v slavnostni besedi ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2000. Slovenijo je videl kot lepo, relativno bogato, živo in ustvarjalno deželo. Ljudje so prijaznejši, spremembe so globinske, jezik je svež, iskr. Čudež civilizacijskega pospeška se tu dogaja z veliko silo. Toliko smo realizirali, je dodal, da upajmo, ne bomo več nastali po dežurnih velikih očetih, da bomo vzdržali svojo suverenost in svojo demokratičnost. Modrost ljudstva je tudi v tem, da ne sledi svojim elitam, če te zablodijo, ampak jih enostavno razreši dolžnosti. Vendar je nastal raj za napako. Ideološka plemena so ostala in poleg starih uporabljajo še nova orodja, izkušnjo drugega svetovnega spopada, zdaj še osamosvojitvene vojne oziroma osamosvojitve in prejšnje družbe, ki je bila prepojena za organizacijo, politiko, materijo, ideologijo, z vsem, kar je na svetu pomembnega, bila je svet. Tako jo je dobro videl Taras Krmavnik. V novem slovenskem svetu je, medtem ko so tisti, ki so s polnimi ključi zadihali narodno čustvo in pričakovali zgodovinski dvig slovenstva, vsi smo bili povabljeni, je to na prelomu tisočletij v besedi Šalamun, nastopila galopnicizm. Lovska sezona olastninjevalnih in vseh drugih predatorjev. Prikladnost igre brez kruha, ideoloških in političnih vojn, vključno s tisto skoraj da državljanstvo na spletu, za tako početje ni vprašljivo. Ob tem pomanjkanje spoznavnih moči, potovanja v denar, adrenalin, človeško brezbrižnost in čim manj v duha, govorijo o veliki vrednostni oseti. O tem sta najbolje spregovorila eden vodilnih slovenskih psihoanalitikov, dr. Matjaž Lunaček in premišljevalec slovenstva, akademik Niko Grafenbach. Prvi je na vprašanje, kateremu tipu pacienta ta trenutek ustreza slovenska družba, odgovoril. Zagotovo narcističnemu, saj družbeno okolje to omogoča, celo zahteva. V njem želimo čim bolj poskrbeti zase in pri tem odrivati druge. Generacija, že odrasla v sistemu, ki je trsel v današnjo situacijo, nima razvitih etičnih in moralnih norm. Največji zlo v naši družbi sta nekrivdnost in brezstrannost. Podobno je že pred časom ugotovil tudi Niko Grafenbach, ki se mu glede na položaj, ki ga zaznava, slovenski samomor prikazuje le še v eni sami celostni obliki. Zato stanje pa ni več kriv nihče drug od nas, saj smo, kakršni smo, pripravljivci, klikaši, tatovi, ciniki, nastopači in tako dalje, skratka srednja brez vizije in državljanske samoodgovornosti. Ni važno, kaj drugi delajo z nami, je nekoč rekel Dušan Pirjevec, ampak to, kaj sami počnemo s sabo. To lažba iz prve in tudi druge Jugoslavije očitno ne vzdrži več. In pri tem Hribarjeva, kot je aprila 1941 napisal v svojem posodilnem pismu, za vesoljno svetovno dinamiko Spinoza duša še vedno čaka na Slovence, medtem ko veleposlanik Bojan Grabovšek v Misteriji, reviji na robu medicine in drugih znanosti, maja 2014 poroča, da v svoji knjigi Zakaj Slovenija ni Švica zagovarja razpolovitev veljave slovenskega uradnega jezika. Po njegovem bi bilo za Slovenijo morda zelo dobro, če bi se poleg nacionalnega uradnega jezika slovenščine uvedlo še en uradni jezik, konkretno angleščino. V resnici pa bi bilo dobro, če bi pazili na slovenščino, saj njeno znanje v govoru in pisavi postaja vedno bolj oddaljena dobrina. Zgodovinar in politik, dr. Dragutin Lončar, je v svojem znanem delu politično življenje Slovencev leta 1921 zapisal, da so se Slovenci po več kot 1000 letih politično otresli tujstva. Sedaj jim je zgodovina odredila nalogo, da pokažejo, ali so zmožni največje človeške umetnosti vladati sami sebi. Sicer trezni Lončar je tedaj pretiraval, saj pod uvodom v knjigi zapisal julij 1921, to je mesec, ki je sledil sprejetu centralistične in unitaristične Vidovdanske ustave. 70 let kasneje je bilo drugače. Tedaj je dejansko nastopil čas največje človeške umetnosti. Nekaj o tem, kakšne stvaritve ponuja pri nas, smo omenili. Sicer pa sistemi države delujejo, država v mednarodnem in v njej zadnja leta še pojavljanje meteorskih kritičnih strank. Opovedanem je mnogo raziskovanih izzivov. Najbolj jim je
nasproti stopila politologija, zgodili pa so se tudi pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike v letih 2004-2005 in dejanje nove revije, kdo smo in zakaj imamo državo, ura evropske resnice za Slovenijo, nekaj treba slediti. V proces demokratizacije in osamosvojitve konec 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja se je kvalitetno poglobilo zgodovinopisje. O tem obstaja tudi številna zgodovinska literatura. Za kasnejši čas zgodovinarji še ne moremo pokazati veliko, tudi zaradi nedodeljenih gmotnih sredstev za izvedbo nam osredinjenih raziskovalnih projektov. Vseeno pa se lahko pohvaljamo z odličnima monografijama inštitutskih raziskovalcev, dr. Aleksandra Lorenčiča in dr. Jureta Gašpariča o tranziciji slovenskega gospodarstva v 14 letju 1990-2004 oziroma slovenskem parlamentarizmu v 20 letju 1992-2012. Zunaj inštituta je veliko dela opravil profesor dr. Božo Repe s knjigo o prvem predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu. Njej še ogen ne more doživeti. In na koncu kaj reče? Dela je pred nami veliko in čim dlje bo živela Slovenija, tem več da bo. Upajamo, da tudi s posluhom za narod in njegove probleme. Dolžan sem še pojasnila o svoji politici življenja. Po načelu svobodne izbire sem jo obdržal, kaj je sa svoje storil tisti z Vegove, pa ne ve. Hvala lepa.